Evo, en quick fix, če ne veste, kako začeti z dieto ali pa če ste bili povabljeni na kakšno poroko, pa ne veste, če so vam hlače še prav. Živim, dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš, sva zdravstvena delavca in o tem, da so jajca dobra za vas, sva vam na tem kanalu že govorila. Zdaj, če vas taka vsebina zanima, se naročite ali pa stanite naročeni, pa stisnite nama like. No, jaz sem za svojih 30 kg minusa mogla kar korenito spremeniti svojo prehrano, kar pa mi zadnje 2 leti sploh ni bil problem in se tega načina enostavno držim. Še vedno pa včasih pridejo momenti, ko dobim kar neko fiks idejo, da zdaj pa nujno rabim pico ali pa burger, McDonald's, sladoled, čokolado in te podobne pregrehe. Pa sploh ne bi bilo nobenega problema, če bi bilo to samo včasih, ampak ne. Jaz sem kot ta hud odvisnik, ko pa srečam eno stvar in to mora nujno iti v usta in ta dan pregrehe se potem lahko razvleče na cel teden, s čemer se pa na koncu ne strinjajo moje hlače, sploh pa ne moj trebuh. Recimo gluten ali pa kakšni enostavni hidrati so sploh tisti, ki mi še posebej delajo probleme. Meni se čisto vsaka čokolada pozna. Tako da se ponavadi pol pa po enem tem tednu, a ne v nedeljo, pa res odločam, da evo, tele palačinke pa še pojem, vseh 8 njih, pol grem pa na jajca. Si greš ti do breakfast? A moram. No in Bija je s tem svojim načinom ful uspešna. Zelo tako, da sem se jaz odločil mečkam prekopirati in zgodilo se je to, da sem imel prejšnji teden eno tako pomembno tekmo v svojem powerliftingu in teža, na katero sem se pač mogel pripraviti do tehtanja, je bila 75 kg. Jaz pa stopam v ponedeljek zjutraj na vago in piše gor 78,8. Zdaj, jaz sem enkrat z jajčnim postom že zgubil in v preteklosti mi je rata zgubiti par kil in sem rekel, nič, bomo probali se nekaj za zgubiti. 78,4. Kako bomo dali to dol? No, Alešo je ratal, dajmo pa zdaj pogledati najprej pluse te diete, minuse te diete, na koncu vam dava pa še navodila za vse tiste, ki bi radi probali. Šla da imamo jajca. Evo, prvi obrok v dnevu, pač jajca bodo. Jajčni post midva tako priporočava vsem, ki bi radi na hitro zgubili tiste 2 do 3 kile, no, mogoče pa tudi kakšen centimeter obsega, lih toliko, da se spravite v tiste nove hlače, ki ste jih kupili. No, jajčni post pa je tudi fina stvar za vse tiste, ki ste že na dieti, pa se vam je mečkano ustavili in kile mogoče nočejo več dol, pa tudi za tiste, ki si govorite, da je treba začeti z dieto in čakate na nek perfect Monday. Da ne boste gledali mene, kako si pečem jajca, ki si jih znate vsi sami speči. Rajš povem pravila, se pravi, na vsak obrok pojemo približno 2 jajca, pa zraven 15 gramov maščob na eno jajce. Se pravi, jaz bom zdaj pojedel 2 jajca, pa 15 gramov masla, pa 15 gramov sira. In to bo moj prvi obrok. Jajčni post je v bistvu primeren tudi za vse tiste, ki bi radi probali keto dieto, zato ker je v osnovi to neka izvedba keto diete. Pri maščobi morate paziti, da ne boste pretiravali, zaradi tega, ker je hitro lahko preveč. 15 gramov masla je približno tokle, ker tisti putrček, ki ga dobite pa v restauraciji, tiste pa mislim, da je nek 20 gramov ali 25. No, tale jajčka se lahko greste nekje 3 do 5 dni, lahko pa seveda prekinete kadarkoli, če vam ne gre. Zdaj, koliko je 15 gramov sira, to noben ne ve. Ampak lahko se znajdete in sicer obrnete in vidite, da tukaj noter je pakiran 150 gramov, preštejete, koliko je rezin sira, pa pol to delite, pa veste pol, koliko je pač ena rezina. Recimo, da jih je 10, se pravi, ena rezina ima točno 15 gramov. Seveda so pa tudi, kakor pri vsaki drugi dieti, tudi tukaj minusi. To ni dieta namreč, ko bi se šel na dolgi rok, se bo telo preveč v pomanjkanju. To je bolj ena šok dieta. Evo, do zadnje drobtinice. Nam rekel, da je bil nek kulinarični presežek, ampak mislim, da ne 2-3 ure me bo pozihar držal. Jajce je to sicer zelo polnovredno živilo, ampak čist prav vseh mineralov pa vitaminov pa pač ne boste dobili. Meni, na primer, je najbolj pomanjkalo magnezija in se mi zato potem zvečer pričeli pojavljati krči. Primanjkuje pa tudi vitamina C, tako da dajte med to dieto spiti vsaj kakšen to šumečo tabletko z vitamini. 76,5 se ne morem verjeti.
Morate pa seveda imeti radi jajca. Če vam je po jajcih slabo ali pa vas napenjajo, potem taka dieta ni za vas. Pripraviti jajca res ni tak problem. Razen, če si moja sestra, sicer je bila še majhna, no, ampak ona je bila lačna in je rekla, jaz bi pa jedla jajčka. In je rekla, Bija, kako si pripravim jajčka? Pa sem ji rekla, ja, vrži v piskar pa počakaj, da se skuha. V redu. Mine 10 minut, grem pogledat, kaj sestra dela, neki čudni zvoki so bili iz kuhne. In kaj je sestra naredila? Vrgla jajčka v piskar in čakala, da se skuhajo. Sam vodo je pozabila to dati. Zdaj, če niste navajeni biti lačni, torej se pač postiti, potem boste lačni. Nekaterim je slabo, se jim zato tudi lahko začne vrteti v glav. Jaz vem, da sem imel posledično zaradi jajčnega posta zelo švoh treninge. In pol jaz to zgodbo, kaj je naredila moja sestrca, razložim moji hčeri in ji rečem, lej, da ne boš tako kot tvoja tetka kuhala jajčk brez vode, si lepo priprav piskar, pa daj not vodo, vrž not jajčka in jih skuhaj. In kaj reče moja hči? Prav, a jih najprej olupam ali pol? Pravila za jajčen post so čist simpel. Na dan boste pojedali 6 do 8 jajc, poleg vsakega jajca pa morate pojesti tudi 15 gramov zdravih maščob. Se pravi, skupna bilanca bo 6 do 8 jajc in pa 90 do 120 gramov zdravih maščob. Zdaj, za te maščobe se štejejo olivno olje, masni siri, maslo ali pa kakšna majoneza. Lažje vam bo mogoče, če svoj dan začenjate čim kasneje, ko prvič pojeste zajtrk, takrat se že zbudi trebušna slinavka in potreba po inzulinu naraste. Pa tudi telo je v pogonu, ko smo budni, kar pomeni, da potrebuje energijo. Dokler ne jeste, telo namreč za delovanje porablja energijo iz naših lastnih maščob, kar je v bistvu naš cilj. Jaz sem pričel s prvim obrokom tam ob 12. uri, ko sem si pač spekel jajca na maslo in pa poleg pojedel tudi en kos sira. Se pa naslednjem obroku se bo bolj potrudil, pa bom kaj bolj zanimivega naredil. Misliš jajca? Takoj, ko boste pojedli ta svoj jajčni obrok, se vam bo po vsej verjetnosti zdelo, da niste pojedli nič. Lažje vam pa bo, če boste jedli bolj počasi. Čez čas se namreč sproži hormon leptin, ki pove, da imate dovolj in ste siti. Evo, tretji dan vaganja, pa da vidimo, koliko imamo. 75,4, kar je pa že kategorija. No, ti 2 do 3 jajci, kakor ste jih pojedali, bi vas mogli po koncu držati vsaj do kosila. Ko sem ga jaz imel takrat eno ob 4. Pripravil sem si eno jajčno solato, ki iz kuhanih jajc, začinite si jo lahko po svojem okusu, meni pa zelo paše kari. Se bi ful rajš pojedel tole solato, ampak zame je danes tale. Vmes med obroki vam bo tudi lažje, če spijete veliko vode ali pa si naredite kakšno kavo več. Pazite samo, da bo ta brez vsega, vse prav, brez mleka, sladkorja, smetane in drugih dodatkov. Zanimivo je tudi to, da sem jaz imel že prvi dan te jajčne diete 1 kilo manj. Drugi dan je šlo potem -2 kile, že tretji dan pa sem prišel na svojo kategorijo, se pravi 75 kil. Evo, 74,8, to je pa zdaj že kategorija. In na ta način sem jaz v 4 dneh z jajčnim postom zgubil tiste svoje 4 kile. A je to torej nekaj, kar lahko tudi vi probate? Kot en easy fix za tisto ohcet, definitivno. Zdaj, če pa ne veste, kako začeti dieto, ali pa bi mogoče radi probali keto dieto, pa je jajčni post dober način, kako začeti, ker realno gledano boste pojedali v enem dnevu tam enih 1200 kalorij in je zato tudi zelo učinkovita metoda izgubljanja teže. Potem, ko boste pa enkrat zaključili z jajci in pa pač prišli na tisto dieto, katero ko ste si že izbrali, se vam pa tudi ta ne bo zdela tako huda. Evo, tekma je za mano, jaz sem prišel do tistih svoje teže 74,4, ki jih uspem še vedno vzdržati. Zdaj gre pa verjetno tudi Bija na svojega egiča, ne? Se bom mogla iti po pikniku s tvojimi, ko oni me silijo jest. To je to vse za ta video, če vam je všeč, nama stisnite like, naročite se na kanal, če se še niste. Mi da se zdaj vračamo nazaj v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Jaz znam več lačna snimala, ker smo ne vem, pa moram povedati. Saj imaš rada jajče. Pa.